Hello, kako ste? Alenka tukaj. Snemam po majčkem daljšem času, da se počutim. Skratka, novost zdaj je ta, da sem delo dobila in to delo je tisto tipično delo, ki delaš cel dopoldne do 3-4 popoldne, tako da je ful težje čas najti za videa. Se bom trudila isto kot prej ali pa približno tam nekje, nič ne obljubam, ampak res dan do 5 popoldne me praktično ni doma, tako da voilà. Ampak danes sem nazaj z vami, tih bod računalnik. Prejšnjič, ko ste glasovali na Instagramu, sem vam dala 4 opcije in močno, skoraj, da je imela edina res 80% ali še več je bila srednjeveška medicina, tako da danes govorimo o tem. Prva pomembna stvar, ki jo želim povedati glede tega, je to, da jo lahko sprve zelo narobe zastopamo, ker ne bi bilo fair, zaradi tega, ker vsi, ki pomislimo, to so polne metode zdravljenja, ker je bilo vse narobe in vse na glavo. Ampak ni mogoče temu tako. Moramo se zavedati, da mi danes smo, kjer smo na podlagi teh napak in teh stvari, moramo pa tudi vedeti, da že v 9. stoletju, ker to je bilo leta 800 in še nekaj res dolg časa nazaj, so imeli pa zasnovane že predvsem na področju, kjer je bil islam, dejansko bolnišnice podobne kot danes. Ampak je bilo primerno za vse veroizpovedi, za in revne in bogate, ker jim je nekako pripadalo. To res impresivne oddelke, dejansko nekje za očesne bolezni, nekje za duševne bolezni, celo za kirurgijo in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da smo imeli dejansko na nek način celo lekarne, ker pa vemo, da tega verjetno niste mislili, ne? Ampak da ste vi tukaj, zato da vam jaz povem, kakšne traparije so včasih počelo zdravstvo, tako da gremo kar na to. Zdaj tista najbolj grozna stvar, ki ste verjetno že vsi slišali za njo, je bila takrat v srednjem veku kuga. In kuga je bila tista, če jo na hitro opišemo, je to tista stvar, tista bolezen, ki sploh ni konkretno identificirana, ampak pomeni, da je takrat pobila tretjino prebivalstva praktično vse skupaj. Kuga je pomenila nekaj resno strahotnega. To ni pomenilo, da se smučil nekaj časa, v večini primerov dejansko je pomenilo, da si že po parih urah umrl. Tista najhujša varianta, ki ste verjetno že slišali za njo, je bila črna smrt, oziroma tako se je rekla zaradi strdkov kože, ki so se v buljih pojavljali na telesu in so potem te bule izgledale črne, to so bili strdki krvi. Poskusite si predstavljati na tem primeru. Bizanci, ko so prvič zapisali kugo, torej nekaj po letu 500, je kuga na dan pobila od 5 do 10 tisoč ljudi, trajala je pa 50 let. Potem črna smrt, ta vrsta kuge oziroma ta epidemija se je pa pojavila šele v 14. stoletju in ta je res opustošila vse. Na tej točki želim samo še omeniti, kakšen kaos je delala kuga. To ni pomenilo samo, da so bili ljudje bolani, ampak še zmeraj je bil nek red. Ni bilo reda takrat nobenega. To je bila paranoja, to je bil grozen strah pred tem, noben ni vedel, kako se zdraviti, kako ukrepati. Po eni strani, če si dobil kugo, si bil izobčenec, ker si mogel preč, mogel si v neko svojo karanteno oziroma se odstraniti od ostalega prebivalstva. Ljudem se je mešalo takrat, sociala na tej točki je bila itak na glavo postavljena, ljudje so se pa nekontrolirano množili, ker so imeli občutek, da lahko vsak čas umrejo. Posilstva so bila non-stop, rojevali so se novi otroci, ki itak potem zaradi bolezni kuge niso. Če si dočakal 12 let, si bil smatran kot odrasel človek. Zdaj vse se zakomplicira že pri higieni, ko v srednjem veku je bila res na nizkem nivoju, namreč umivali se niso več ali manj z vodo. Kdaj je prišlo na vrsto, ampak načeloma so se umivali z alkoholom, ki je bil zmešan z raznimi zelišči, da je potem to na nek način razkužili. Pod pazduho so se umivali z vinom in žganjem celo, zobe so pa umivali z neko mešanico vode in vina. Tuš kot tak ni bil priljubljen, so bila pa priljubljena javna kopališča, kar jasno pomeni bolezni, širjenje bolezni, glivic in vseh teh drugih stvari. Ženske si las niso umivale, tako kot ste verjetno že slišali po zgodovini, so si samo razne dišave nos dotirale in take stvari, da so želele prikriti vonj, čeprav mogoče ste kdaj slišali, da ste kdaj že v laseh kaj zaredili iz tega razloga. Ker se tiče stranišč, bili so po domače rečeno neštrbunk, to ste verjetno že videli na eni točki, kjerkoli, in narejeni tako večinoma, da je v bistvu ta del, kjer je, narejeni so bili tako, da tam, kjer si ti pač sedel in kaj tisti dol padal, je bilo tisti po možnosti obrnen na drugo stran, ker ni bilo ulice, ali pa tudi če je bila ulica, v glavnem, definitivno tudi kakorkoli že to padalo, to je vse smrdelo, cel mest je smrdel, tle res ni bilo higiene. Ker ste pa verjetno tudi že slišali pa gobavost, in sicer gobavost je to, da telo pri živem človeku gnije oziroma deli telesa preprosto odmirajo in gnijejo.
Ok, zdaj pa če gremo na par najbolj čudnih praks, kar sem jih zasledila. Ena izmed njih je urin. Urin je dejansko takrat veljal sploh v bitkah, ko so bile kakšna bojišča oziroma kjerkoli so se ljudje že poškodovali, urin mogel biti strogo prisoten, ker naj bi ful dobro spiral rane in pomagal. Zdaj prebrala sem tudi to, da dejansko v primerjavi z vodo takrat, ker jo niso uporabljali in ker je bila po vsej verjetnosti okužena, je bil urin dejansko boljša opcija, ampak še zmeraj za nas je absurdna. Pa dejansko so imeli takrat ustekleničeno verzijo urina in sicer Essence of Urine. Urine, kot se reče. Še en fun fact, v srednjem veku so imeli zavetnika, je bila zavetnica netočen sveta fiakra, nekaj tacga, kateri si mogel moliti, da si izboril opcijo, da nisi imel hemoroidov. Prej sem pozabila, kaj se je zgodilo, če si imel hemoroide. Na anus so ti pritisnili razbeljen likalnik oziroma železo in kovino neke vrste, da so ti se sploh nam govorila. Ker se tiče srednjega veka pa bogov, pa že prej v ancient časih, torej Rimljani in Grki so vse to, pa ni važno, koliko so bili izobraženi, pa koliko so se zavedali, pa koliko boljšo so imeli dejansko in kanalizacijo in vodo in vse to, še vedno so vse napolno povezovali s svojimi bogovi. Torej, ok, odkril si nekaj v medicini, mogoče imaš prav, mogoče bi tako rešil človeka, ampak ne smemo se vmešavati, se nas bojo 12 bogov rešili, ali koliko jih že je. In jasno, spet pa je prišlo krščanstvo, ista zgodba, sej vemo to pa to, ampak dajmo še malo gledati zvezde, kaj nam povejo, kako ravnati s tem telesom, ki zdaj umira, ali pa se ga Bog rešil, skratka. Vera je imela vedno ful veliko vloge, sicer ima še danes, ampak takrat veliko več. Ta zmaga, anestezija, takrat si je rekel The Whale, ne vem, če bom to prav povedala, ampak je bila neka mešanica začimb, alkohola in raznih drog. Taka mešanca, da te je takrat, da je bilo nenavadno, da ni več ljudi ubila. Sploh ni smešen. Recimo, da se danes zgodi, da imaš migreno ali pa migreno, ki se ves čas ponavlja ali pa traja ne vem koliko časa, vem kako je in je grozljivo, ampak takrat je bila za vse rešitev luknja v glavo. Bolniku so dejansko naredili zvrta, kakorkoli so že to naredili, so naredili luknjo v glavo in nekako se potem je vse sprostilo, ampak verjetno lahko ugibate, da je bil človek tako v nepopisni nevarnosti ves čas. To je bilo takrat dejansko za epilepsije, za migrene, za dejansko karkoli je bilo povezano z glavo. Če te je bolela, si dobil luknjo v glavo. Še ena stvar, ki so jo uporabljali na bojiščih, je bila posebna naprava oziroma klešče, ki so bile namenjene temu, da čim bolj učinkovito iz telesa potegneš puščico, ki je priletela v telo, s tem, da je ta puščica ustvarjena zato, da se zasidra v telo in da ne more ven, se veste, ima take konice. In imeli so zraven še drugo stvar in sicer spet tleče železo oziroma nek likalnik, da so potem to takoj, ko so vam potegnili, zažgali. Jaz si sploh ne predstavljam, kako je to bolelo, ampak dejansko je v nekaterih primerih delovalo. Če se nisi okužil, jasno, in potem si verjetno hitrejši umrl, počasnejši. Bila je pa ena stvar takrat, ki je bila ekstremno razširjena, reče se v angleščini kot humors, body humors, torej to so tekočine telesa, bile so 4 ali 5, mislim, tukaj bojo napisane, oni so to povezovali kot isto z zunanjimi elementi, torej ogenj, voda, zrak, zemlja. In so to mislili, da je v telesu isto, čeprav ni bilo čisto napačno, en izmed teh humorjev je bila pač kri, ampak so verjeli v to, da če so te humorji izenačeni med sabo, torej da je neka balanca, čeprav ne bi imel vsak človek svojo to balanco, to pa je pomeni, da itak še nekoga na zdravju pač niso ujeli ta prave balance, ampak še zmer, naprimer, kri so spuščali tudi iz tega razloga, ker naj bi bilo, recimo, je preveč, premalo. Povezano s tem je tudi to, da so, ok, razumeli so, imaš bolezen, to pomeni, da se telo bori z eno stvarjo v telesu, nekim ni prav, in zelo pogosta rešitev tle je bila to, da so puščali kri, to je bila res pogosta rešitev in jasno se ni lih ponovno dobro obnesel, pač tako splošno je znano, da je to človeka ubijati, kako danes krvavitev na noben logičen način ni dobra zate. Niso to puščali samo s preprostim rezom, ampak tudi s pijavkami, čeprav so pijavke mogoče še danes aktualne, ampak takrat je bilo res tako absurdno, da jih je bilo, ne vem, po 30-40 naenkrat na človeku, kar pa je res ni bilo v redu, s tem, da se je velikrat prišlo do raznih hudih zapletov. Vera takrat žal ni druge, da rečemo, da je preprečevala kakršenkoli uspešen zdravljenje, zaradi tega, ker ljudje so stremeli k tistim, ki so bili izobraženi. Torej, v tem primeru menihe, oni so znali brati, oni so prepisovali, ljudje so tja hodili, tako tisti pameten tipovej, oni so se
Oni so se pa načeloma itak obračali k Bogu, Bog bo vse rešil, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da je cerkev preprečevala potem po smrti raziskovati človeško telo, da bi Bog ne daj kaj odkril. Torej povprečna človeška starost, ki še nisem povedala, je bila okrog 35 let. Se pravi, otrok je postal odrasel, tam nekje pred 12 letih je bilo smatrano to. In ljudje, ker se niso znali zdraviti, so umirali od bolezni, ki danes nikdar ne boš. Torej, tifus, črne koze, gripa, že manjši prehladi, pljučnice itak, takrat to niso znali zdraviti. Da za na koncu menim še, da je bila ena izmed najbolj groznih bolezni poleg kuge in gobavosti oziroma lapravost ali kaj je bila tudi influenca. To mi je res tako. Da sem jaz bolezen. Ok, mislim, da je to za danes. Zdaj, ta stvar je ekstremno široka. To je medicina srednjevek, to so... Lahko bi vsako stvar posebej dejansko, kugo posebej, vse bi lahko posebej govorila, ker je toliko širok, toliko informacij, toliko je vsega, kakšne so bile bitke, kakšni so bili zdravniki, ko so se šolali teh informacij ful, tako da če bomo hoteli več delov tega, jih bom definitivno delala, ker so ful zanimivi, ampak toliko zaenkrat, upam, da mi je bilo všeč, jaz sem Alenka, se vidimo naslednjič, čau! Naročite se na Instagram, sledite mi na Instagramu, da boste lahko glasovali za naslednje videe, ki pridejo. Nazadite, da prihajajo vaše zgodbe, 5 sem jih že zbrala, tako da ko mi čakam, da video v tem delam, ker verjamem, da bo top, ker vaše zgodbe so amazing, hvala še enkrat. Se vidimo naslednjič, takrat boste pridne, čau!